V bistvu je moja zgodovina seveda tesno povezana z zgodovino mojega očeta, ki je bil v partizanih, potem je bil tudi predsednik Zveze koroških partizanov dolga leta in je bil on iniciator postavitve in prvotne ureditve tega muzeja. In seveda kot politično angažiran in zavezan tej ideji in idealom upora narodno-osvobodilne borbe je bilo normalno, da smo se tudi mi takrat, pa tudi še danes, močno angažirali in smo seveda tudi ta muzej začeli graditi udarniško. To se pravi z ljudmi, ki so bili pripravljeni prostovoljno prispevati svoj delež k temu, da se naredi tukaj nekaj posebnega. Če bi moj oče videl, kako zdaj to cveti, bi bil zelo navdušen. Tako da smo se mi že takrat zavedali, da je treba iz te destinacije, iz tega zgodovinsko zelo pomembnega prostora narediti več kot pa samo spomin, tudi izobraževanje, ki je bistveni del te ideje, ki stoji v ozadju za tem muzeju. Začetki tega so bili v poznih 70-ih letih, v začetku 80-ih let, ko je v bistvu padla v Zvezi koroških partizanov odločitev, da tukaj pač naredijo muzej, nekaj več. Je pa tudi sovpadalo s tem, da se ženska, ki je bila takrat tudi prizadeta, ki je preživela, da se je potem selila v Železno Kaplo in da so seveda tudi postali prostori prosti potem za muzej, pač takrat v tej izvirni prvotni obliki. Pokazalo se je v začetku, da brez strokovnega spremstva in brez pametne zbirke seveda tudi ni muzeja, ki bi predstavljal to, kar smo si mislili. No, tako se je potem razvijalo to naprej, prišli so ljudje, ki jih je to zanimalo, ena Liza Retl in še marsikateri drugi, z tistimi preponenti doma, ki so to podpirali, in tako je nastal v bistvu zdaj muzej, ki predstavlja ne samo zdaj v tem našem ožjem okolišu, temveč tudi preko Koroške po celi Avstriji in ne samo preko Avstrije, temveč tudi čez naše meje. En zelo pomemben del delovanja v smislu naše preteklosti, po preteklosti, v smislu naše tiste zgodovine, na katero smo lahko zelo ponosni. Ko sem postal sam predsednik Zveze koroških partizanov, smo si čisto načrtno ob tem, da seveda skrbimo za grobove padlih, da se osredotočimo potem na obnovo Peršmanovega muzeja. In nam je uspelo, da smo v bistvu v zadnjih 5-6 letih Peršmanov muzej popolnoma popravili, renovirali in da je danes v takem stanju, da današnje vodstvo društva Peršman, ki prevzema pač vodenje muzeja, zgodovinske vsebine, programe za mladino in programe tudi za vnaprej, da lahko razvija to na taki osnovi, ki je danes nujno potrebna, če hočeš biti uspešen. In zato je bila nam kot Zvezi koroških partizanov to srčna želja in lahko smo veseli in ponosni, da je nam to uspelo, da smo danes v bistvu
kar se tiče muzeja, na enem zelo visokem nivoju v stavbi in v objektu samem, istočasno pa tudi v obliki društva Peršman, ki deluje zelo odlično in tako se tudi dobro ujemamo. Pa za mene osebno, pa tudi za današnje generacije, lahko to povem samo pač bolj intimno za našo družino, ali pa za mene osebno, je to izredno pomembno, ne? Ker na tem mestu, ko prideš sem, imaš zgodovinski prostor, kateri zelo veliko pove in iz katerega se zelo veliko lahko naučiš. Ne? In želja je seveda, moja osebna želja je ta, da bi se tudi naša mladina, bodoči rodovi lahko vrnili sem in pogledali, kaj lahko nastane iz tega, če divja vojna, če si tarča sovražnika, ko te v bistvu hočejo izbrisati iz zemljevida, in če si kot zaveden Slovenec to zgodovino pogledaš, potem je seveda to osnovna želja. Mislim, da bi moralo biti vsakega, da se iz tega naučimo, da se to pokaže in da tudi stojimo za tem, da se zavedamo svojih korenin, skod prihajamo in kaj so naši predniki bili v stanju narediti v najhujših momentih, se boriti za svobodo, za prostost in za obstanek naroda.